Kaj sploh bilo vid? Bilo? Dobro, ja. VIP Randi in Sandi. Dober dan, dobri ljudje, jaz sem Sandi, vi pa spremljate VIP Randi in Sandi, rubriko, v kateri nekoga izmed naših poslušalcev spoznamo znano slovensko osebnostjo. In tokrat nam bo družbo na kavču delal prvi glas Siddharte, ki letos praznuje že 25 let glasbene kariere, nosi najbolj znane nalakirane nohte in skorajšnji skakalec na planiški letalnici. To je seveda Tomi Meglič. Živijo, Tomi. Sandi živijo. Pozdravljen, evo, kar izvoli, kako je? Hvala lepa. Zelo lepo. Lepo. Lepo pri Po nas. kolkem času na Goriškem? V bistvu sem kar redno tukaj, no. Bom Ja. rekel, da zdaj še moja dekle prihaja stot, tako da Ja, to je tudi res, ja. ja. Kje točno? Mislim, da je kar več različnih krajev, kjer je ona gor rasla. Aha. Ampak mislim, da je neka mal Brika, mal Most na Soči, ampak vseeno gremo mimo Kromberka ponavadi zmeraj. Torej, praviš, da imamo tukaj najlepša dekleta v Sloveniji. Kar visoko povprečje. Ja. Kdaj si bil nazadnje na Randiju? Kdaj je bilo to? Ne vem, najbrž 5 let nazaj, ali kaj takega. Aha. Če se temu tako lahko še reče danes, a ne? Ja, se jih je veliko zvrstilo v 25 letih. Najbrž več, kot bi bilo potrebno, a ne? Ja, lej, to je rock, ne? To so rockerji. Je, ampak slučajno, najbrž tudi, če bi bil športnik ali pa kakšne druge vrste umetnik, bi bilo najbrž podobno, tako je zapisano v genih, ne? No, tokrat Randi ob prisotnosti kamer. Zdaj bojo mogoče pisali, Tomi Meglič ima novo, ima drugo. So že kaj pisali okoli tega? Najbrž so, ampak jaz tega ne zasledim toliko, ne. Za tisti, ki bojo zdaj pisali, so že manjčkrat zamudili. Tako, ja. Evo, tokrat je bila sreča na strani poslušalke Anje, ki te spremlja že skoraj od začetka. Pravi, da gre za bend njene mladosti, srednja šola, osnovna šola. Menda je imela polno plakatov po sobi, nalimanih. Vse to bo povedala sama. Prihaja z Grgarja, to pa je Anja Pišor. Živijo, Anja. Živijo, Anja, me veseli. Bravo, Sandi, kar izvoli. Kako si, Anja? Ja, super, ne, vedno boljše. Adrenalin. Adrenalin dela, seveda. Kako je sreča Tomija takole v živo? Ja, prvi vtisi so dobri, ne? Ja. Zdaj bomo pa videli, kako bomo Se bom nadaljevali. potrudil, da se bom lepo obnašal, Ja, lej, da se bomo razumeli. Ja, pravi, da ste frčafele s tahkuencu na visoki lestvici Vse razumem. njegovi. Vse veseli. razumem. Dobro. Ej, Zastopam. zastopiš. Grgar, ne? Prej sem Ne, Hrhar. Grgar. Grgar. Hrhar. Ampak mora biti ta H, ne? Ja, H. To. H. Reči Grgar. Hrhar. Tako. Super, zelo dobro. Povej mi, ko si slišala, da pride v goste Tomi, zakaj si poslala SMS, zakaj si se prijavila na tole srečanje? Ja, Siddharta, kot si Sandi že povedal, je v bistvu nek bend mojega poznega otroštva, če bi tako lahko rekla. Konec osnovne šole, pa seveda srednja šola. Vedno smo šli na vse koncerte, ki so bili v bližini. Zadnja leta, ko imamo tudi svoj avto, pa take stvari, smo se pa tudi kam drugam zapeljali. Zeleni gaj. Haj. Zeleni gaj, ja. Pa tudi v Ljubljano. Tudi. Tudi Ljubljano, mogoče tudi 2003, tisti famozni koncert. Joj, to sem bila pa premajhna. Premajhna, ne. Ampak smo pa vsi spremljali. Vsi smo Tako vedeli je. točno, kje smo bili tisti trenutek, ne? Tako je. Kje si bila ti, mogoče, se spomniš tako? Je verjetno doma pred televizijo, Ja, ker ja. je bil prenos, ne? Je bilo po televiziji, mislim, da direktno prenos pa ne, a ne? Kaj se ne? No, potem pa Spomnim se, da verjetno... tudi mi smo gledali, ja, po televiziji. Zgleda, da pa res ni bilo direkt, oziroma je bilo kasneje, kot praviš. Sem jaz tudi še toliko mali, da se ne spomnim čisto. Ja. Evo, Tomija boš v nadaljevanju mogoče še malo bolj spoznala. Tukaj imam 3 ovojnice, 3 koverte, ne, v katerih so 3 različne igre. In vse 3 so take, da lahko ga bolje spoznamo. Zdaj pa ti izbereš, katero igro se bomo šli. Ojoj, ja, kar prva, ne. Prva, wow, ponavadi grejo vsi na sredino, ne. Ja, saj vem. Tako da, če želim, da gre neki po scenariju, dam kuverto na sredino. Tako da zdaj ne vem, kaj bo. Zdaj bomo plavali. A zdaj moram jaz to prebrati? Ja, ti kar preberi. Odpri, pa preberi, kaj se gremo. Resnica ali laž? Poznata to igro.
Resnica ali laž? Ja. Se je treba odločiti za eno ali drugo, ne? Tako, jaz bom prebral trditev o Tomiju. Ti, Tomi, boš pa zagovarjal, kot da je vse res. Tudi če je laž, ti rečeš, ja, to je bilo res, in malo poveš okoli tega, torej moraš biti malo igralca, ne? Ti boš pa pol mogla ugotoviti, ali govori po resnici, ali je to pač laž. Lahko da so vse laž, lahko so vse resnica. Mimogrede, ti delaš tudi v gledališču, ne? Tako je. Tako da moraš biti dober glumac. Poker face. Evo, takole. Gremo kar na prvo trditev. Tomi, ti si pred 2 letoma nabavil 8 kokoši, ki ti delajo družbo. Odkot ljubezen do kmetijstva? To je res. Rad sem povezan z naravo, rad imam živali. Prijetno skoristim torej, ne. Tudi domače jajce imamo tako, da pride prav. No. Je veliko dela, ampak vseeno se mi zdi, se splača. Ja. Resnica. Je resnica ali laž? Laž. To je pa laž. Ja. To je pa laž. Je pa dobro, ne? Dobro je Ja, ne? pa sem mislila, ker to je zdaj zadnja leta zelo moderno. Ja, da se ima doma. Drugače imaš kako domačo žival? Ne, kot otrok sem imel kar hkrati psa, mačka in ptiča, torej nekompatibilne živali za imeti hkrati. Zdaj pa urni kar malo, z otroci želimo imeti psa spet ponovno, no, tako da mislim, da bo zdaj kmalu čas, ko sta že malo bolj odrasla, da boste znala poskrbeti. Okay. Treniral si smučarske skoke. Kako to, da si to pustil, zakaj te recimo zdaj nismo spremljali v Plenici? Na skakalnici smo te seveda v tisti poslovilni točki za Petra Prevca. Grede je odlična točka. Si spremljala? Nažalost ne, ker sem bila v službi takrat. No, tako. Smučarski skoki nasplošno, kako to, ta ljubezen do tega? V bistvu sem odraščal direkt pred smučarskimi skakalnicami, tako da je bilo to že kar malo v zibko mi dano. Potem pa, ko so skakalnice postale večje s treningom, je prišlo do strahu pred višino, ki ga imam še zmeri. A res? Sami skoki ne, ampak splezati na ta stolp za letnje me pa kar malo stiskalo. Koliko je recimo tvoj najdaljši skok na tistih treningih? Vsako leto rečem malo več, tako da zdaj zaenkrat mislim, da nekih 42 metrov. Wow. Ni prav veliko, glede na šport, ki se razvija in da zdaj že več kot 1/4 kilometra letijo. Ampak ja. Okay. Resnica ali laž, smučarski skoki, je to treniral? Ja, resnica. Ja, je resnica. Resnica, bravo, evo. Drugače, Peter Prevc, kdo je tvoj idol, recimo danes? Ja, danes vsekakor Peter Prevc s to svojo bogato kariero, ne. Prej, ko sem še odraščal, bil najbrž Primož Ulaga in Mati Nikenen. Zdaj so pa pravzaprav kar vsi fantje slovenske reprezentance so res odlični v tem. Ja. No, si velik gurman, rad imaš različne kuhinje, najboljša ti je italijanska. Kaj to, pica, pašta, kaj imaš rad? Vse, kar je italijansko, torej pice na vse različne načine. Všeč mi je, da je bolj tanka, kakšna je italijanska. Pašta na splošno, da je bolj al dente, z različnimi omakami in tako. Se mi zdi starejši, ko si bolj ceniš dobro hrano. Pa zdaj tudi tvoje dekle z naših koncev, bližina Italije, verjetno je tudi seveda so pa recepti še malo izboljšani, najbrž ne. Tako da je super. Torej, italijanska kuhinja, gurman, je resnica, laž? Resnica. Ne, laž. Res ne? Kaj recimo Tomi najbolj obožuje iz kuhinje? Ja, no, najbrž čiste klasike, tako kot so pire krompir in špinača in tako, res pa nisem gurman. Pravzaprav si želim čim manj časa nameniti prehranjevanju, ne. In sem kar majčkeno že nervozen, ker se posod, že skoraj na radiju so vse te kuharske oddaje. Jaz bolj živim življenje, mogoče najbolj metaforično bi rekel, kot avto. Pridem najraje bi tako, da pridem na bencinsko pumpo, natankam in sem za en teden dober. Ja. Da mi je prehranjevanje samo po sebi kar malo zguba časa, odveč. Kot majhen sem bil zelo zberčen, še zdaj najbrž sem, ampak raje vidim, da kdo drug pripravi, razen tistih osnovnih jedi, ki jih znam, da kdo drug pripravi obroke v dnevu, tako da ne preživim veliko časa za štedilnikom. Sem pa mislila, da ga ni človeka, ki ne mara italijanske kuhinje. Ne, saj imam rad, ampak nisem pa nek... Ni pa to zdaj, ja.
sploh kulinarika me ne gane na splošno. No, tako da ta trditev je bila precej napihnjena. Ne? Ja. Tako. Evo, Tomi Siddharta je leta 2005 bila del podelitve nagrad MTV-ja. Tam ste osebno spoznali tudi pevko Madono, ki vas je menda se te je zapomnila predvsem po tvojih nohtih. Ne? Kje ste se to srečali, kako je to srečanje potekalo? To smo se srečali, mislim, da je v Lizboni. Aha. Ne, ker smo bili mi nominirani za nagrado MTV Adria, ki smo jo tudi potem prejeli in mi smo se vzeli kar nekaj časa, smo bili en teden tam. Res je. In smo imeli tudi to srečo, da so bili nastopajoči takrat še same neke svetovno znane zvezde, ne, od Robbie Williamsa, Madone, ne vem, kdo še vse so bili, mislim, da System of a Down, Gorillaz. In takrat, ker so različne priprave na samo snemanje, ki gre v živo tega dogodka, so vsi ti umetniki med sabo tam pomešani. Del teh smo bili tudi mi, ne, kot nek regionalni dobitnik te nagrade. In ja, na televiziji izgleda večja Madonna kot. A res? No, evo. Kaj praviš? Je prišlo do srečanja z Madono? Je tako na dolgo, kot je opisal, ja, je resnica. Ne. Dejansko smo bili v istem prostoru, ampak tako čisto osebno se pa nismo srečali. No. Okay. Vse je resnica, kar sem povedal, pravzaprav, razen to, da smo se direkt srečali z Madono. Bili smo zelo na blizu, ampak da bi se spoznali uradno, pa ne. To pa ne. In še zadnje, evo, da te ne martramo preveč, oba pravzaprav tebe še bolj. Če bi bil glasbenik, oziroma če ne bi bil glasbenik, bi menda bil pilot. Odkot ljubezen do letal, prej si omenil, da se bojiš višino, kako gre zdaj to skupaj? Bojim se pravzaprav stojne višine, se pravi, se bojim, če sem nekje na visokem stolpu ali pa v kakšni zgradbi na balkonu v 10. nadstropju. Ja, avioni so pa čist druga ljubezen. Sem kot majhen hodil na letališče, prav pozvati avione, kako pristajajo in zletajo. Najbrž me je navdušil film Top Gun, s katerim sem gor rastel. Tako da ta višina me ne moti. Če bi imela letala vzadi teraso, bi z veseljem tam sedel med poletom. Se mi zdi, da je še vseeno, če pride do kakšne napake, dovolj časa, da se med padcem nekako spomniš, kako rešiti celotno situacijo. Medtem ko, če stojim na neki visoki točki, me pa kar nekako v globino žene. Bi si želel biti pilot, ampak mogoče sem kot mlajši bil malo preveč len, da bi se lotil tega, ker se mi zdi, da je kar zahtevna stvar za doštudirati. Me pa še zmeraj veseli. Imam veliko prijateljev, ki se s tem ukvarjajo, so piloti in imam dostikrat možnost, da odlično. Da se usedemo v avion. Je želel postati pilot? Pa če sem vse do zdaj rekla resnica, bom pa še to rekla resnica. To pa je resnica. To pa je resnica. In menda tudi kirurg. Tudi kirurg, ja, to sem se tudi že pošalil, da če bi bil slab pilot potniškega letala, bi bilo zelo fajn, da bi bil dober kirurg. Se pravi, da pri kakšnih nesrečah bi takoj lahko pomagal potnikom. Ja. Evo, odlično, fantastično imaš načitanega, evo, Tomija, ne? Ampak Tomi ima pa zdaj za nagrado nekaj zate, nekaj je prinesel. Ja, to sem res. Pa da vidimo, kaj bo to, ne? Mislim, da je kuverta, mi je prej kazal, da je v kuverti. Če Anja ne bo slučajno v službi, spet ne tako kot si. Tukaj sta 2 vstopnici za naš res glasen in vroč koncert v Vrani, športni Vrani. V Šempetru, 13. aprila. Super, najlepša hvala. Seveda, upam, da se vidimo. Ja, si bom zrihtala, da bom prosta, ne? Hvala, da si se odzvala tega Randija, ne? Zdaj lahko Hvala vam. rečeš, da si bila z njim na Randiju, ne? In zdaj te prepuščam, da se še bolj spoznata. In mi smo še nekoga izmed vas združili z znano slovensko osebnostjo. Kdo se nam pridruži prihodnji teden, to bo treba spremljati na družabnih omrežjih Radia Robin. VIP, Randi in Sandi, uživajte. Čau. VIP, Randi in Sandi.